V Kabulu v Afganistanu imajo posebno ptičjo tržnico. Videti je, da Afganistanci, ki se sicer že leta in leta borijo na bojiščih, uživajo v družbi raznih ptic. Večina kupcev ptic, ki so v kletkah sredi blata, je moških. Med papigami, arami in drugimi vrstami ptic je veliko petelinov in jastrebov, v navadnih kletkah pa prevladujejo kanarčki in manjše ptice. Večina ptic na trgu je ujetih v naravi. Peteline največkrat kupujejo za boje, najboljši naj bi bili iz severnega Afganistana in dosegajo visoke cene, tudi v več tisočih dolarjih. Preiskovalci so raziskovali nenavadno letalsko nesrečo, ki se je zgodila na Silvestrovo v Sydneyju. V nesreči je umrlo 6 oseb, med njimi je bil glavni izvršni direktor britanske gostinske družbe Compass Group. Umrli so 58-letni Richard Cousins, oba njegova sinova, njegova zaročenka in njena hčerka. Letalo je strmoglavilo kmalo po vzletu zaradi neznanega vzroka, predtem pa je skrenilo z načrtovane poti. Tudi po zaključku raziskave ostaja vzrok nepojasnjen. Polna luna je danes zasijala tudi nad stavbami starega mestnega jedra Jeruzalema, kjer so ji posvetili molitev. Ker gre za drugo polno luno v istem mesecu, jo imenujemo tudi modra luna. Danes so planeti postregli še s tretjim nebesnim pojavom, luninim mrkom, ki je viden od zahodne Severne Amerike do vzhodne Azije. S polno luno pa so povezane tudi napovedi, da bi filipinski vulkan Majon, ki že nekaj tednov grozi z manjšimi izbruhi in oblaki pepela, tokrat imel večji izbruh. Prebivalci tako izražajo svoje vraževerske napovedi, po drugi strani pa strokovnjaki zaustavljajo praznoverje in se opirajo na izsledke raziskav in meritve. Na delovanje vulkana po njihovem mnenju polna luna ne vpliva. So pa kljub temu prav zaradi delovanja vulkana v zadnjih tednih v stalni pripravljenosti. Hindujci v Maleziji so praznovali svoj verski praznik, povezan s polno luno v hindujskem koledarju. Na tisoče se jih je danes zbralo na procesiji v templju, ki je posvečen hindujskemu bogu Lordu Muruganu. Udeleženci so izvedli tradicionalne rituale, ki vključujejo nošenje kavadijev. Zaradi tega si prebodejo kožo s kovinskimi trnki in palicami, nato pa prenašajo težke predmete. Drugi udeleženci pa so izpolnili svoje zaobljube božanstvu, tako da so nosili mlečne lončke in se povzpeli do templja. Ta je v apnenčasti jami na obrobju Kuala Lumpurja in velja za enega najbolj priljubljenih hindujskih svetišč izven Indije.